Zdaj z veseljem vabim prvo današnjo predavateljico, magistro farmacije, Valnejo Jurečič iz Ljubljane. Predstavila nam bo storitve lekarniškega farmacevta oziroma na kakšen način lahko le-ta sodeluje pri zdravljenju zdravili pri posameznem bolniku. Prosim, magistra Valneja Jurečič. Se bom popravila to tehniko. Cenjeni obiskovalci, lepo pozdravljeni. Jaz sem res Valneja Jurečič in sem zaposlena v javnem zavodu Lekarna Ljubljana. Upam, da bo današnje predavanje izpolnilo vaše pričakovanja, če naš drugega, mogoče vas bo spodbudilo, da pri vsakem obisku v lekarno malo več, ne samo poslušate, ampak tudi vprašate farmacevta v zvezi z zdravljenjem, z zdravili. Vsi se velikokrat sprašujemo, zakaj farmacevt nas veliko sprašuje o zdravilih, zakaj samo farmacevt ali magistra farmacije izdaja zdravila na recept, zakaj ne izdaja tudi farmacevtske tehnike, čeprav so gneče in vrste v lekarni, ampak za vse to obstaja en določen razlog. Namreč, ko zbolimo, gremo zdravniku. Zdravnik nam napiše zdravila na recept in odhitimo v lekarno, ker smo verjetno bodisi razburjeni zaradi bolezni, bodisi da se slabo počutimo in tistega farmacevta niti ne poslušamo kar preveč, kar nam razlaga, kar nam svetuje o zdravilih. In kaj se zgodi? Pridemo domov in edino, kar nam ostane, je tisti listič v škatli zdravil, začnemo brati, pa čeprav piše v slovenskem jeziku, včasih kar težko razumemo vse tiste besede. Predvsem pa, ko pridemo do poglavja neželeni ali stranski učinki, to nas zna še bolj prestrašiti in se potem vprašamo, kaj pa zdaj. A se je komu to kdaj zgodilo? Mogoče ni to vsakdanje, ampak se dogaja, zato ker človek v določenih trenutkih, ko pride v lekarno, razmišlja o vsem drugem. Včasih je jezen tudi zato, ker ni dobil odgovore pri zdravniku, kakršne je si mogoče predstavljal ali želel in dejansko ne ve več kaj naprej. Zato bom zdaj razložila, kaj je lekarniška dejavnost in kaj pravzaprav dela ta lekarniški farmacevt. Lekarniška dejavnost ni prodaja, lekarna ni trgovina, pa čeprav se v lekarni poleg zdravil na recept prodajajo tudi zdravila brez recepta ali prehranska dopolnila ali kakšni drugi izdelki za nego telesa. Dejansko je lekarniška dejavnost zdravstvena dejavnost, kateri osnovni namen je zagotavljanje kakovostne in učinkovite preskrbe z zdravili. To pomeni, da moramo vse obiskovalce v roku 24 urah od tistega trenutka, ko pride v lekarno, moramo priskrbeti zdravila, čeprav vse lekarne nimajo vsa zdravila na razpolago. A lahko mi še dole najde? Ne gre? Ne, šel. Odlično, hvala lepa. Lekarniška dejavnost je tudi posredovanje določenih informacij in znanja glede varne, pravilne in učinkovite uporabe zdravil. Pa ne samo bolnikom, to velja tudi za ostale zdravstvene delavce. V novejših časih zagotavlja tudi farmacevtsko obravnavo bolnikov. To se boste zdaj spraševali, kaj to pomeni, ker obravnava bolnika je ponavadi pri zdravniku v ambulanti.
ampak tudi mi rečemo obravnava bolnika, ampak mislimo tlele na zdravila in na vse druge izdelke, ki jih sočasno z zdravili predpisanimi na recept uporablja. In kdo je ta farmacevt, ki vse to izvaja? Če je lekarniška dejavnost, zdravstvena dejavnost, je tudi lekarniški farmacevt, tako kot farmacevtski tehnik, so sta zdravstvena delavca in ima pomembno vlogo pri vseh korakih zdravljenja z zdravili, ki so predpisani na recept ali pa se dobijo brez recepta in se uporabljajo za samozdravljenje. Na kakšen način to farmacevt izvede? Kot prvo je zelo pomemben pogovor z bolnikom. Komunikacija nekako poveže in bolnika, in bolezen, in vsa zdravila, ki jih bolnik jemlje. Pomembno je tudi vzpostaviti medsebojno zaupanje, ker brez zaupanja bodisi, torej obojestranskega zaupanja, tudi ni določenega sodelovanja in prevzemanje odgovornosti vseh sodelujočih. Namreč vsi v tem procesu zdravljenja, bodisi zdravnik, ki predpiše zdravila ali pa bolnik, vsak mora prevzeti svojo določeno odgovornost. Zdravnik je odgovoren, da postavi diagnozo in da predpiše zdravila, ki so potrebna. Farmacevt je odgovoren za pravilno izdajo teh zdravil, za pravilno svetovanje glede jemanja zdravil, ampak tudi bolnik je odgovoren, da pravilno in redno jemlje ta zdravila. Tudi s pomočjo uvajanja programov in storitev za optimalno zavzetost pri zdravljenju, ravno to o tem govorim, torej da bolnik sodeluje pri zdravljenju, da redno jemlje zdravila, se tudi uvajajo določeni programi in se s časoma tudi nadgrajujejo. Kot začetni program, ki je na prvo mesto dal bolnika, ne pa zdravila, je bil program farmacevtske skrbi, ki se je v Sloveniji začel izvajati približno kot 20 let nazaj. To pomeni, da je to odgovorno zagotavljanje zdravljenja z zdravili za dosego pozitivnih končnih izidov. Je pa strokovna ta storitev, ki jo izvaja lekarniški farmacevt v sodelovanju z bolnikom, zdravnikom in z ostalimi zdravstvenimi delavci in se izvaja, in začel se izvaja samo za določene skupine bolnikov. Jaz ne vem, če se je v vaših lekarnah izvajal ta program farmacevtske skrbi, ampak so znani program farmacevtske skrbi pri hipertenziji, torej pri povišanemu krvnemu pritisku, potem je program farmacevtske skrbi pri sladkorni bolezni, pri astmi in se je to širilo naprej. Vsak ta program je bil povzet po programih Svetovne zdravstvene organizacije in Evropskega farmacevtskega druženja Eurofarm foruma, so preverjeni in uveljavljeni modeli. Vsak ta program se nekako delovanje je na 3 nivojih. Prvi nivo je primarna preventiva, kar vključuje promocijo zdravega načina življenja. Ta promocija se lahko ima populacijski pristop, to pomeni, da vključuje širšo populacijo ali je pa individualno in je pristop k posameznikom. To so izobraževanja in osveščanje, kako varovati svoje zdravje, dokler še ne nastopi bolezen. Sledi drugi nivo, sekundarna preventiva ali zgodnje odkrivanje oseb z dejavniki tveganja za razvoj bolezni. Na tem nivoju je farmacevt zbiral informacije o dejavnikih tveganja, te informacije je tudi potem ocenil, ker je dobil oceno tveganja za razvoj določene bolezni. Sledile so tudi meritve krvnega tlaka, tehtanje, določene indeksa telesne mase in tako naprej. Pri temu v lekarnah se tudi
nekako poslužujemo z vprašalnikom Finlist. Jaz sem pustila lističe zunaj, tam, ker so meritve, da boste videli, kako izgleda. Mislim, da mogoče že poznate, kako to izgleda. To so vprašanja, na katera bolnik odgovori in vsako vprašanje je točkovano. Z ozirom na število, torej seštevek vseh točk, dobimo končno oceno, kakšno je tveganje, da se v naslednjih 10 letih razvije sladkorna bolezen ali pa recimo imamo določene teste tudi za osteoporozo in podobno. Z ozirom na oceno tveganja farmacevt ukrepa. Zdaj, če je recimo nekje do 11 točk, sledi samo določeno svetovanje. Bolj pomembno je, če seštevek točk od 12 do 14, takrat svetujemo, da bolnik v naslednjih mesecih obišče svojega zdravnika in da se pogovori o pregledih. Če je pa 15 točk in več, takrat pa mora nemudoma obiskati zdravnika in ker potrebuje tudi laboratorijski pregled in posvet za zdravnikom. Tretji nivo delovanja v teh programih je sodelovanje pri zdravljenju z zdravili in to je tisto, kar dejansko farmacevte tudi najbolj zanima. Na tem nivoju lekarniški farmacevt sodeluje z bolnikom in drugimi zdravstvenimi delavci z namenom, da prepreči, da prepozna in tudi reši, če lahko, vse težave, ki so povezane z zdravili in z zdravjem. Vsi ti postopki in za izvajanje programov farmacevtske skrbi so standardizirani, vključujejo tudi protokole za določena ukrepanja. Torej, za vsakega bolnika, ko se farmacevt pogovori z bolnikom, se v tem programu naredi tudi osebna kartica zdravil. Osebna kartica zdravil je zapis, ki vsebuje podatke o zdravilih in to o tistih, ki so predpisana na recept, o zdravilih, ki bolnik kupi brez recepta, o prehranskih dopolnilih, o predpisanem odmerjenju, torej kolikokrat dnevno in kakšen je čas zdravljenja, o načinu jemanja posameznih zdravil, ker je zelo pomemben vpliv hrane na jemanje zdravil, o namenu uporabe zdravil, pa še kakšna dodatna opozorila. Ta osebna kartica zdravil je priporočljiva predvsem za tiste, ki jemljajo več, sočasno več zdravil, imajo tudi težave pri jemanju zdravil, bodisi da pozabijo ali kako se zgodi, da ne morejo jemati zdravila, ali če ta zdravila predpisuje več zdravnikov. Včasih so uvedena nova zdravila, če gre bolnik v bolnišnico, ali predvsem se poznajo, torej se pojavijo problemi, ko je bolnik odpuščen iz bolnice. Ta kartica zdravil izgleda takole. To so recimo imena zdravila, datum rojstva, to je imen, primer mora biti napisano od pacienta, potem zdravilo, odmerjanje, dodatne informacije, torej čisto vse o zdravilih, točno kdaj mora jemati, recimo, ali je to zjutraj na tešče, ali je to po kosilu, ali kakorkoli. Veste, kaj me zanima? Kako vi razumete, če vam farmacevt v lekarni svetuje zjutraj, recimo ali pa pol ure pred kosilom? Zakaj mislite, da morate jemati na ta način to zdravilo? Ali kdo odgovori? To zdravilo prime prej, da tako je prime. Ne. Pred Ne, vam bom dala en enostaven primer. Dobro, Nolpasa recimo je zdravilo za znižanje kisline v želodcu, ampak bom dala primer aspirina. Aspirin Protek 100 mg verjetno vsi poznate. Svetujemo, da se jemlje na prazen želodec, vsaj pol ure na prazen želodec. Pa ne zato, da prej prime,
ampak zato, ker tableta tega aspirina mora priti v črevo, da razpade. In potem gre nazaj, kjer deluje. Če pa je želodec poln, ostane v želodcu in začne dražiti in načenja sluznico želodca in takrat so pa težave. Mislim, tu je s tem povezava, torej odvisno, kje se razpori zdravilo, kako se absorbira zdravilo in kako poteka ta presnova samega zdravila. To samo kot intermeco, da boste videli, zakaj recimo je pomembno napisati točno, kdaj se mora vzeti zdravilo, pa ne samo to, tudi je treba povedati, s katerimi zdravili ja in s katerimi zdravili ne. Kakšno je farmacevtovo ukrepanje? Torej, farmacevt, ko vidi, kakšna zdravila določen bolnik jemlje, verjetno se zgodi, da se vpraša, če vidi, da nekaj recimo ne bi smel skupaj jemati ali karkoli. Kaj narediti v takem primeru? Namreč to je zelo občutljivo, ker mogoče ta bolnik to jemlje že dosti dolgo časa, je že navajen in je treba malo povprašati, ali so kakršnekoli težave povezane nasploh s temi zdravili. Torej, najprej se začne z svetovanjem in informiranjem o vseh zdravilih postopoma in počasi. Potem ga pa tudi spodbudimo k sodelovanju pri zdravljenju. Zakaj poudarjam, da je treba spodbujati sodelovanje pri zdravljenju? Nemalokrat se zgodi, predvsem pri zdravljenju zvišanega krvnega pritiska, da ljudje začnejo jemati zdravila, pa čez določen čas pritisk pade. Jasno, da pade, zato ker jeme toliko zdravil. Ampak, misleč, da je zdaj pritisk normalen, ljudje nehajo jemati zdravila. Nekaj časa bo to že zdržalo in bo v redu, ampak pa bo počasi spet se začel zvišati. Pri zdravljenju sladkorne bolezni, torej za znižanje glukoze, ni tako. Tam se takoj pozna, če se ne jemlje zdravila, tako kot pri določenih drugih bolezni. Torej, potem spodbujamo bolnike tudi v zdravemu načinu življenja, svetujemo in informiramo pri samozdravljenju, če bolnik želi kakorkoli kupiti brez recepta ali kakšno prehransko dopolnilo. Potem preverimo dejavnike tveganja, ki so že prisotni pri bolniku, svetujemo o pravilni uporabi medicinskih pripomočkov, bodisi da je to aparat za merjenje krvnega tlaka ali glukoze v krvi, in če je potrebno, če so težave z zdravili hujše narave, po predhodnem dogovoru z zdravnikom posredujemo te pripombe in predloge za spremembe v terapiji z zdravilom. Farmacevtska skrb je bil recimo prvi program, ki je na piedestal ali pa na prvo mesto dal bolnika, ne pa zdravila in vse ostale storitve. Je bil nekak začetek kliničnega svetovanja pri uporabi zdravil. Tu je nekje sovpadalo z kliničnim svetovanjem po klinikah, ampak smo videli, da dejansko težave z zdravili so precejšnje in nismo želeli se ustaviti samo na določene skupine, kot je farmacevtska skrb za visok pritisk pa za sladkorno bolezen, temveč smo želeli razširiti to delovanje, ker namreč vsa zdravila, govorim predvsem o kroničnih boleznih tlele, tako kot so prinašajo koristi, prinašajo pa tudi tveganja. In ta tveganja lahko zmanjšamo ali se jim pa tudi izognemo, samo moramo dejansko vedeti, katera so tveganja in na kakšen način bomo to bolnikov svetovali. Zato je naša lekarniška zbornica že leta 2014 začela z uvedbo novih programov. To je pregled porabe zdravil, je nekako povezava med informacijo o zdravilih in spet pogovor z bolnikom.
Farmacevt skuša z ustreznimi kompetencami, ki jih ima, torej optimizirati, čim bolj izboljšati in racionalizirati bolnikovo uporabo zdravil na podlagi informacij, ki jih sam bolnik poda, včasih pa tudi zdravnik, če je potrebno, o vseh zdravilih. Ta storitev izboljša bolnikovo seznanjenost z zdravili, način uporabe zdravil, izboljša sodelovanje pri zdravljenju z zdravili in včasih odpravi potencialne ali pa že dejanske težave, ki so povezane z zdravljenjem z zdravili. Pobudo za to storitev da lahko sam farmacevt ali pa tudi sam bolnik. Je namenjena bolniku in zaenkrat, jaz govorim zdaj o javnem zavodu Lekarna Ljubljana, v naših lekarnah pa storitev je brezplačna. Ne vem, kako je drugod. In izvaja se za vse bolnike. Ta pregled uporabe zdravil torej je koristen spet, če uporablja več zdravila, če ima več različnih bolezni, če ima kakšno vprašanje ali težave, ki so povezane z zdravili, če ima več zdravil, če ima obnovljive recepte. Zakaj? Zato, ker če bolnik ima obnovljive recepte, če ne rabi drugače, zdravnika vidi enkrat na leto. In zato, če se karkoli dogaja vmes, kar je povezano z zdravljenjem z zdravili, je zato lekarniški farmacevt na pravem mestu. Če mu zdravila predpisuje več zdravnikom in če je bil pred kratkim v bolnici ali odpuščen iz bolnice. Kako poteka ta pregled uporabe zdravil? Farmacevt med svojim delom, torej bolnik pride v lekarno, in farmacevt mora prepoznati primernega bolnika, ker niso vsi primerni za pregled uporabe zdravil. Nekateri ne želijo ničesar slišati, ali se jim mudi, ali karkoli. In ko ga spozna, torej ko ugotovi, da bi bil bolnik primeren, bodi si na to, da ima veliko število zdravil, ga povabi k sodelovanju. In se začne pogovarjati z bolnikom s ciljem pridobiti podatke o zdravljenju ali o morebitnih težav. Potem pregleda in oceni pridobljene podatke in se pogovori z bolnikom o nadaljnjem zdravljenju. Torej tisti prvi stik lahko traja 5 minut, in glede na število zdravila ali pa na obsežnost težav, če so, se dogovorita farmacevt in bolnik o nadaljnji obravnavi, s tem, da se zmenita tudi za točen datum, kdaj bosta spet prišla, torej kdaj bo pacient prišel nazaj v lekarno, zato ker ko se obravnavajo vsa zdravila, ta pogovor zna trajati tudi več kot pol ure. Lahko ga pa tudi farmacevt pošlje na farmakoterapijski pregled, kar sledi. Za razliko od pregleda uporabe zdravil, ki se dela v lekarni, je farmakoterapijski pregled predlog, ki ga farmacevt svetovalec, torej to je specialist klinične farmacije ali specialist lekarniške farmacije in dela bodisi v ambulantah zdravstvenega doma ali pa v prostorih domov za ostarele. In po natančni proučitvi bolnikove dokumentacije in pogovoru z njim pripravi določena obvestila za zdravnika, če je potrebno karkoli zamenjati v terapiji. To storitev lahko ga napoti torej farmacevt iz lekarne, lahko ga pa napoti tudi zdravnik na ta način, da mu napiše napotnico ali pa delovni nalog. Lahko pa gre bolnik tudi sam, ampak takrat je pa to samoplačniška storitev.
Farmakoterapijski pregled obsega, torej pregled predpisanih zdravil glede na pričakovani odziv pri bolniku, pregled predpisanih zdravil pri starostnikih glede na določeno listo potencialno neprimernih zdravil za starostnike, ker tudi to obstaja, pregled odmerkov predpisanih zdravil, čas uporabe zdravil, tudi glede na obroke hrane in ostala zdravila in prehranska dopolnila. Potem se pregleda torej vsa predpisana zdravila glede na medsebojno nezdružljivost, na slabo združljivost ali glede na preobčutljivost bolnika. Pregleda se vsa klinično pomembne interakcije med zdravili in potem tudi kakšno je optimalno kombiniranje teh zdravil in vse to ta farmacevt, torej svetovalec, si napiše in tudi poda to zdravniku. In ponovno, zakaj je ta pregled koristen? Tlele bom dodala, poleg kar smo že našteli, da če obstaja sum na neželeni učinek zdravil, da je ugotovljena okvara ledvic ali jeter in tudi, če pacient ni zadovoljen z zdravljenjem z zdravili, ker meni, da se zaradi njih slabše počuti ali mu povzročajo težave. Kako poteka? Torej, farmacevt natančno pregleda zdravljenje in na koncu tudi morebitne spremembe predlaga posebnemu zdravniku. Bolniku pove, da se o vseh spremembah bo pogovoril z zdravnikom, ki na koncu tudi odloča, kako se bo odvijala terapija. Tudi tlele je zelo pomembna osebna kartica zdravil, ki jo napišemo. Sledi pa tudi samozdravljenje. Torej, v tej kartici moramo napisati zdravila za samozdravljenje. Samozdravljenje je uporabil za zelo kratek čas, 5 do 7 dni. Nekateri uporabljajo tudi za dlje časa, ker nočejo iti zdravniku, to vsi vemo. Ampak takrat, za samozdravljenje je bolnik sam odgovoren za pravo oceno resnosti zdravstvene težave, za odločitev za izbiro zdravila, čeprav vpraša tudi farmacevta v lekarni in mu farmacevt svetuje, ampak odločitev je na koncu le bolnikova. Potem je odgovoren za uporabo zdravila skladno z navodili in tudi za spremljanje poteka samozdravljenja. Torej, bolnik sam vse to dela in dejansko, če se ne počuti dobro, niti po samozdravljenju, torej v 5 in 7 dneh, mora do zdravnika, da ugotovi, kakšno je stanje. Kakšne so nevarnosti pri samozdravljenju? Mi smo vsi prepričani, da samozdravljenje, če uporabljamo zdravila ali pa zeliščnega izvora ali pa rastline, da je to varno, da nam more naš se zgoditi. Ampak to prepričana, da so povsem varna ta zdravila in uporabna brez zadržkov, glih ne drži. Zato, ker tudi tlele so določene nevarne interakcije z zdravili, ki so predpisana na recept ali tudi neželeni učinki. Bolniki le redko obveščajo svojega zdravnika o samozdravljenju. Mogoče se motim, mogoče vi poveste svojemu zdravniku o vseh prehranskih dopolnilih, ki jih uporabljate, o vseh zdravilih brez recepta in potem se o tem tudi pogovorite. Ampak praksa kaže nekaj drugega. Veliko je izdelkov za samozdravljenje na voljo tudi zunaj lekarne, torej preko interneta, kar jih nabavljamo vsi. Nismo pa sigurni, kaj vse je v teh prehranskih dopolnilih. Največkrat je tudi v tujem jeziku napisano in lahko je zelo nevarno. Posledično lahko pride do nepravilne uporabe zdravil in teh pripravkov ali izdelkov za samozdravljenje, do resnih neželenih učinkov, včasih tudi do zastrupitev.
to sem samo dodala za sladkorne bolnike, če smo danes že vsi tlele, ki že zaradi kompleksnosti bolezni same uporabljajo sočasno večje število zdravil, je samo zdravljenje in uporaba prehranskih dopolnil res poveča lahko tveganje za neželene učinke. Določen primer, na kakšen način samo zdravljenje predstavljajo težave. Recimo pri osebah, ki se zdravijo z inzulini ali z oralnimi antidiabetiki sulfonilsečline. To je recimo tudi klinepirid. Če uporabljajo magnezijeve soli, magnezij lahko poveča biološko uporabnost sulfonilsečlin. Možna je hipoglikemija ali pa vsaj koncentracija glukoze je enka višja, enka nižja in se veliko njih sprašuje, zakaj. Torej je treba večkrat spremljati koncentracijo glukoze. Če se uporablja z antagonisti histaminskih receptorjev, to je bil ranital. Ranital je zdajle, so ga izvlekli ven iz prodaje, ampak do takrat se je jemal, se upočasni presnova sulfonilsečlin. Potem uporaba glimepirida in mikonazola. Mikonazol je v daktarinu, to je oralni gel, če so kakšne afte v ustih, je uporaba kontraindicirana. Sam, če pride bolnik in reče farmacevtu, da želi daktarin, ker je v prosti prodaji, in se ne pogovarjata naprej, ali je še kakšna druga zdravila pa kaj, farmacevt tega ne more vedeti in tudi bolnik bo to jemal, pa ne bo vedel, da v bistvu ne sme. Furosemid je Lasix ali Edenit, skupaj z analgezinom 275, ki se dobi brez recepta, zmanjša se diuretični učinek Lasixa. Varfarin je Marevan. Skupaj z naproxenom oziroma z analgezinom se poveča učinek Marevana, pride lahko do spontanih krvavitev. Marevan pa ginseng se zmanjša protonvinski čas, potencira se hipoglikemični učinek in pride do hipoglikemije. Potem inzulin in večje količine B1 ali vitamina C, zmanjša se učinek inzulina. Torej, to so samo ene take, bom rekla jaz, malenkostne težave. Glede zdravilnih rastlin, pri šentjanžeko poznamo vsi, vemo, da dejansko se jo marsikdaj ne sme uporabljati. Jaz sem sam navedla določene primere, torej, da se ne sme jemati skupaj z zdravili za protistarjevanju krvi, za zdravila za zaviranje imunske odzivnosti pri presaditvah organov, lahko pride do zavrnitev presadka, za znižanje kolesterola, torej statini, zmanjša se učinek statinov, zdravljenje sladkorne bolezni s peroralnimi antidiabetiki, ta korenina znižuje sladkor v krvi sama po sebi, torej je treba kontrolirati glukozo. Zdravila za znižanje holesterola skupaj z grenivko, grenivka zave presnovo statinov, zdravilo se nespremenjeno kopiči v telesu in lahko pride do zastrupitve. Česen, ki ga veliko vsi uporabljamo, se skupaj z zdravili proti starjevanju krvi, torej z Marevanom, ne sme ravno preveč, ne sme uporabljati. Sladki koren ali pa gliceriza se ga ne sme uporabljati skupaj z zdravili za zniževanje krvnega pritiska in z zdravili proti starjevanju krvi in zdravila, ki vsebujejo železo, zato ker se ali zmanjša učinek, poveča se tudi izločanje kalija preko ledvic, pri zdravilih, ki vsebujejo železo, se zmanjša absorpcija železa in se spremeni tudi učinek Marevana. Torej, kot vidimo, ni kar tako iti v lekarno postopati karkoli, bodi si, da je prehransko dopolnilo, bodi si, da je zdravilo rastlinskega izvora ali pa zdravilo brez recepta. Glede samo zdravljenja z prehranskimi dopolnili. Za razliko od zdravil, prehranska dopolnila so opredeljena kot živila. Torej, in niso podvržena enakim regulativnim standardom in nadzoru kot zdravila.
Proizvajalci pri prehranskih dopolnilih morajo samo zagotoviti dokaze o varnosti izdelkov, torej največkrat se gledajo, če so kakšni strupi ali pa težke kovine. Velikokrat so pa predstavljena z zdravstvenimi trditvami, ki jih Evropska komisija za varnost hrane ni odobrila, in to je tisto, kar zmede ljudi, zato ker reklama vseeno naredi svoje. Kako ločiti med zdravilom in prehranskim dopolnilom? Zato, ker recimo imamo glukozamin, ki je registriran kot zdravilo, in glukozamin, ki je prijavljen kot prehransko dopolnilo. Glukozamin kot zdravilo mora imeti 1200 mg na odmerek učinkovine. Prehransko dopolnilo do 600 mg na odmerek. Torej, za nas je pomembno, zakaj rabite določena prehranska dopolnila ali zdravila in gledamo, koliko miligramov ima substance. Drugi primer je omega-3. Bom samo v krajšeni obliki povedala DHA pa EPA, zato ker imajo komplicirano imena, in se uporablja k vzdrževanju normalne ravni trigliceridov v krvi. Vendar, ta trditev se lahko uporablja le za zdravilo in za živilo, ki zagotavlja dnevni vnos 2 grama teh dveh maščobnih kislin. Omacor je registrirano zdravilo z temi maščobnimi kislinami in v eni kapsuli vsebuje torej 1000 mg omega-3 maščobnih kislin, pač ene ali druge kisline. Je edino zdravilo z omega-3 maščobnimi kislinami. Pri teh prehranskih dopolnil z omega-3 samo eno opozorilo. Velikokrat se zdaj iščejo omega-3 maščobne kisline, torej, da so izvlečki morskega psa. Bodite pozorni in preverite, ali je omega-3 maščobna kislina prečiščena in testirana, zato ker izvlečki morskega psa in tune vsebujejo celo živo srebro in tudi ostale težke kovine. Samo kot opozorilo. Cimet. Zakaj sem tle dala kot prehransko dopolnilo cimet? Zato, ker se vedno vlečemo glede uporabe pri sladkornih bolnikih, ali znižuje sladkor ali ne znižuje sladkor in kaj je zdaj s tem. V bistvu je cimet začimba in je tradicionalno rastlinsko zdravilo. Kot zdravilo po izročilu odpravlja prebavne krče in vetrove. To zdravilnost pripisujejo eteričnemu olju, ki uničuje bakterije, viruse, gliste in zavira rast glivic. Ti učinki so dokazani laboratorijsko. Razkuževalni učinek na sečilih pa so potrdili tudi klinično pri ljudeh. Vendar, čezmerni odmerki povzročijo prehitro bitje srca, črevesne krče in potenje, zaspanost in depresijo. Glede vpliva na glukozo, nekaj študij je potrdilo, da cimet upočasni razgradnjo kompleksnih ogljikovih hidratov v črevesju in posledično pride do trenutnega znižanja koncentracije glukoze v krvi. Torej, tisti trenutek, ko mi nekaj pojemo in če vzamemo cimot, se glukoza v krvi ne dvigne tako hitro, kot bi se. Interakcije med zdravili in prehranskimi dopolnili, samo kot opomnik. Bolniki, ki jemljajo Varfarin, torej Marevan, morajo paziti, da nimajo nihanja za vitaminom K. Zato, ker lahko pride tudi do aritmij in do drugih težav, torej krči v telesu. Vitamin A v kombinaciji z Marevanom, torej z Varfarinom, lahko poveča tveganje za krvavitve. Vitamin D v kombinaciji z digoksinom, to je lanitop, lahko povzroči hiperkalciemijo in s tem srčno aritmijo. Veliki odmerki vitamina C, govorimo 2 grama in več, lahko zmotijo absorpcijo zdravil proti strjevanju krvi, zmanjšajo koncentracijo propranolola, ki se uporablja za zdravljenje aritmij, skoraj za tretjino in s tem tudi zmanjšajo njegovo delovanje. Če jemljemo sočasno kalcij
in amlodipin, ki je zaviralec kalcijevih kanalov, lahko se zmanjša učinek zdravila za znižanje pritiska, torej amlodipina, amlopina. Magnezij lahko ovira absorpcijo digoksina, torej lanitopa, s čimer zmanjša tudi njegovo delovanje. Zato je zelo pomembno, da ko pridete v lekarno, tudi če želite kupiti zdravilo za samozdravljenje, prehransko dopolnilo ali karkoli, poveste farmacevtu, če jemete še druga zdravila. Ker na osnovi tega vam bo tudi farmacevt pravilno svetoval, kako in kaj jemati. V lekarni Ljubljana se trudimo in ozaveščati o vseh aktivnostih za ohranjanje zdravja, o zdravem načinu življenja, nudimo svetovanje, določene meritve. Za meritve imamo, torej krvnih telesnih tekočin nam pomaga tudi medicinska sestra. Večkrat letno organiziramo strokovna predavanja, ki obravnavajo različne teme. Izvajamo torej program Opustimo kajenje, programe farmacevtske skrbi, pregled uporabe zdravil in nekako se trudimo, da delujemo v skladu z etičnimi normami in spoštujemo temeljne vrednote, ko so skrb in zadovoljstvo uporabnikov, da so te naše storitve učinkovite in kakovostne ter varne. Moramo biti profesionalni in moramo biti dobro organizirani. Delo mora biti timsko, moramo delati korektno in spoštovati druge, predvsem pa vse ranljive skupine. To bi bilo na tej poti, ki je dolga 1000 kilometrov, tako kot vsaka kronična bolezen. In vsaka pot se začne z enim samim korakom, tako tudi vi mogoče boste zdaj kaj več znali vprašati farmacevta, ali vsaj veste, kaj lahko zahtevate in pričakujete od njega. Hvala lepa. Glede vprašanj, ne vem, kako se bomo zmenili, lahko zdajle, po želji ali pa kasneje. Ja, prosim. Prosim, če lahko naše povete o zdravilih proti holesterolu in pa teh stranskih učinkih in pa o biostatinih, rdečem rižu in tako naprej. Bom zelo na kratko povedala. Torej, biostatin, ta rdeči riž, čeprav je prehransko dopolnilo, ne bi smela govoriti o učinkih, ampak osebe, ki ga jemljajo, so pritrdile, da se pozna torej, pri koncentraciji holesterola v krvi. Torej, ne bi smela učinki govoriti, če je prehransko dopolnilo. To je pravilo. Ampak jaz sem povem, torej, ta rdeči riž se dolgo uporablja in so ljudje zadovoljni. Glede statinov in neželenih učinkih je pa takole. Smo si ljudje različni, tako kot recimo eni mnogo jejo, pa so suhi, ne pa tako kot jaz, ker skoraj nič ne jem, pa sem taka kot sem, je to tudi presnova teh statinov pri ljudeh različna. Namreč, neželeni učinki, tiste, kar nas skrbijo, so zdravniki bi rekli rabdomijoliza oziroma uničenje mišice. Lahko so bolečine v mišicah, lahko so bolečine v sklepih. Pri nekaterih so ugotovili tudi, da s časom pride do sladkorne bolezni tipa 2, torej se sladkor malo spreminja, če vas je to zanimalo, ampak se temu da pomagati. Torej, obstaja zdravilo, ki v kombinaciji z statini so študije pokazale, da zmanjšate neželene učinke. In dejansko se tudi pri nas to predpisuje. Sem odgovorila? Ja, hvala. Hvala, v redu. Ja, prosim. Jaz bi vprašal eno stvar, recimo kurkumo, ki je tako reklamirajo, da reči kri, da je zdrava v kombinaciji, recimo s popom, kaj pa ljudje, ki jemljajo marihuan,
aspirin, ali jo lahko uživajo ali ne? Ne. Ne, hvala lepa. Prosim. Kurkuma tudi draži želočno sluznico, veste, tu je treba biti zelo pozoren z varfarinom, ker z malevanom ne gre. Da pa Xarelto? Prosim? Xarelto. Xarelto? Ja. Z Xareltom bi lahko šlo, ampak je treba kontrolirati protondijski čas. Vendar je manjši vpliv kot pri namarivanu. Se lahko uporabljamo, če niso druge težave. Kaj bi bili svetovali pacijentov, nikom pa si zapiše recept, pa nič ne reče. Piše kaj, s tem pa počitaš, kaj piše, pa piše nos. Ima stranske učinke in sicer lahko odpoved veter, odpoved odbic, hude krvavitve ali celo smrt. To sem jaz dobil, pa nisem vedel, kaj s tem počel. Ampak, in takrat sem dobil občutek, da zdravnik da tisto zdravilo, ki je najhujše, da se pokaže nek učinek, in ko sem zdravniku to v toj bolnici rekel, ja, mesec, če to jemiš, če jemljete, vas ne bo vrati cel. Kaj pa še v mene? Verjamem, takole bom rekla. Vse tisti neželeni učinki, ki so na tistem lističu noter v škati napisani, so napisani tudi, če je bil v 10 letih raziskovanja samo en primer. Oni, torej proizvajalec, ga mora navesti. In so nekako nasplošno napisani, torej od človeka do človeka je zelo različno. Pri enemu bo tako, pri drugemu pa ne bo nič narobe. A veste, to dejansko človek vnaprej ne ve. Zdaj, praksa zdravnika, kolikor je meni znano, je, da na tehtnico, koliko je pozitivnega pri jemanju tega zdravil in kaj se zgodi, če tega zdravila ne bi jemal in kaj pretehta. To se gleda. Ne, gledajte, drugače, če se vi, a se slab počutite, ali kako? A se slabo počutite? Ne, se to je že dobro za... Jaz vem, da dejansko, ko človek prebere vse tiste neželene učinke, se začne vprašati, ali nas sploh jemljem zdravilo ali pa ne. Ampak ne ostati na tem, ali vpraša zdravnika, kako je s tem, ali pa do farmacevta. Eden ali drug vam bojo razložili, ampak zdravnik predpiše zdravilo in on je dolžen tudi vam razložiti, zakaj vam je ravno to zdravilo predpisal. Farmacevt določene stvari ne more vedeti, zakaj vam je to predpisal. Veste, zdravilo potem nisem In kakšen je bil rezultat? To se je šlo zaradi očesa. Okosom je pa res potem zelila. Pa kaj to bi antibiotik? Ne vem, da poznamo se, kako se je. Koliko časa je to nazaj? Je, pa že kar koliko časa dala. Vino. Ne, 20 let. Ja, potem pa predpostavljam, da je bil ena izmed antibiotik, ki so ga potem tudi prenehali delati. V redu. Ja, res, ker je imel težke stranske učinke. Če je to. Še kdo? Kaj se smatra za prevelik odmerek cimeta? Prevelik odmerek cimeta se smatra, torej, če gledamo žličko, je 15 gramov, ne? 3 zvrhane žličke. So prevelik. Ampak to boste začutila že pri želodcu, veste, ker vas bo kislina dajala, ne? Človek najprej to začuti. Prosim? Ja, ampak štrudelj ima še druge stvari noter, ker zmanjša mogoče pol učinek tega cimeta, ne? Če boste pa sam cimet, tisto pa tudi v vodi plava, vidite. Še kdo? Če ne, hvala lepa.
lepa še enkrat.